Psihološka testiranja se v Sloveniji pri izboru kandidatov za delovna mesta uporabljajo v približno 30% primerov. Na njih se je najbolje pripraviti tako, da se dobro naspite, da pridete spočiti. Če se vam zgodi karkoli, ne vem, vam otrok veka celo noč ali pa ste zelo bolni, dajte psihologu, ki ta testiranje izvaja, to povedati, pa bojo zadeve prestavili, vas testirali kasneje, tako da se tam ni treba truditi, ženirati čez sebe. Na teh psiholoških testiranjih se preverjajo različne stvari, odvisno je malo delovnega mesta, katere lastnosti posameznika preverjamo. V grobem pa se skoraj povsod najdejo neke sposobnosti, s katerimi vas preizkusijo psihologi, da vidijo, ali ste za delovno mesto primerni. Zanima nas vaša osebnost, od tega, kako ste sposobni voditi, kako ste družabni, do tega, kako ste prijazni, koliko ste odporni na stres in podobno. Zanima nas, katere vloge prevzemate v skupini, zanima nas, kaj vas motivira, bolj pomeni izobraževanje ali odgovornost ali dinamično delo. Zanimajo nas tudi še kakšne druge lastnosti. A na teh testih lagati ali ne, me včasih vprašajo, ne, se ne splača. V resnici se boste zapečatili sami sebe, če boste že uspeli prevarati test in psihologa, da boste na nekem delovnem mestu, ki ni najbolj primerno za vas, kar pa pol vodi v težave, stres, izgorelost in bi rekel, da kar odgovarjate iskreno, pa veliko sreče pri vaših postopkih.